taka nazaj. Damo eno palčko noter in pol ga ni boga, da bi prišel pa kaj potegnil. Kar ostane, smo rekli, lahko začnemo, lahko tlele začnemo, ja, z osmico. Proti koncu naredimo pol zanko, damo noter, zategnemo, enkrat pa še eno, smo rekli, ponovadi pa 3, da je zaprmej. Lahko še obesim gor, če hoče, spravljamo. Tukaj rabo mit, sam to snamem, potegneš ven palco, dobiš zanko ven, palco ven, potegneš in ta vozec se tudi pulkite razveže. Še na ta konc bomo dali. Aha, tle pa nimamo, bomo probali pa. Lahko damo, dve opciji sta. Ali je proti kelera šponana, oziroma tole vzamemo. Lahko sicer od tega drevesa pa tudi nekaj drvo. To ne bo. Ne, na štor. Tle bomo naredili enostavno eno palco. Ja, pa tole, pa jo narežemo stran. Tistole vrvijo bomo privezali, ja, samo tle bomo dali eno palco, na konc palce pa vrv, pa klin tle v zemljo. Ja, pa je vse spet ni treba vrezati, ne? Ja, je lahko to zraven, ampak za tiste par metrov ni palco. Kakšen meter visoko palco, meter pa pol, ne? No, tole so otroci, verjamete ali pa ne, v pol uri. Ni varen, ni varen. Če ga bi zdaj na polno zategnil, se bi nekaj držal, ampak ne bi pa šel plezati na njega ali pa kitazga. Pravim, ko pride recimo takole imate naštiman komplet, pride slabo vreme, potegnete samo za tole, tole, še prerivka, to je stran, da? Ne rabite, bomo sam potle, se tam ne prapnemo. Nekaj bo treba malo tezati, ja. Se predstavljamo, ne, to je ambulantnega, čist v vizi. Prav? Se polži gor, a? Ja, verjamem. To je v redu. Mislim, da ima pol kiske na vrhu. Pride tako lepo. Pa dobro hrano. Sem rekel, da je lepo reči. Pol že prmej, je več premija. Ene vrvi so malo boljše, ene malo slabše. Skratka takole. Da so vse 3 zanke na eni vrvi. In potem lahko to spet premikam, zategujem, a ne? In ostane tukaj, kaj je. Če hočem, lahko popustim malo, če hočem malo, ne vem, karkoli za kakšne stvari. Aha, premalo napet, še potegneš in se našpona, ne? Zdaj se vse skupaj premika. Zdaj bomo pa tega le zabili v tla. Približno kar pod kotom 45 bi prosil. Sicer ne bo sila vlekla navzgor, ampak v to smer pa je fajn, da ga v kontra. Bo. Sam za lastno varnost vas prosim, da boste res dal potle nazaj v nožnico. Ja, tako. Da ne bi kdo v sandalih nabasil na... Torej kakršen koli nož, pa to res prosim, da pospravljate, pa ne da kaj na vas leti. Ne, vsakega to se tiče. Tako. Evo, tle pa spet lahko naredimo čist enostavno, lejte, na penjalni vozu. Bomo kar 3krat naredili, ker smo videli, da je ta vrv bolj taka. Se pravi, gremo, takole naredimo tako zanko, pa še eno. No, smo malo debele prste za tele moje hrenovke. Takole.
pa še enkrat. Se pravi, 3 zanke okrog tele vrvi naredimo. Zategnemo in potem lahko, kot smo rekli, potegnemo. Aha, napačno sem potegnil. Se pravi, če hočem še našponati, naredim takole in bi vozil generalno mogel tlele ustati. Če hočem popustiti, evo ga z 2 prstama spet pelem dol, ne? Aha, našponamo, potegnem, zek, ostane, ali pa ne, no, malo ga treba bolj zašponiti. Ja, kakorkoli. Evo. Jutri boste pokriti s plahto. Streha je narejena. To je prva stvar. Zdaj smo na območju medveda, bi generalno mogli najprej ogenj zakuriti, ampak ker nas je dosti, pa smo bla, a ne, če govorimo po pravilih, če se sami znajdete v situaciji, takrat pa je najprej ogenj na območju medveda. Kadar imamo ogenj, se vse živali umaknejo stran. Tudi če se može rjavca pol ostane zjutraj, pa tudi če še pod pepelom, se še pazi, da ne bo koga užgalo. Počas dviganta pa dol, podrsita, ne? In Je v eno smer se odloči. no, Najprej ogenj. najprej ogenj, potem pa vse ostalo. Prvič boste motivirani, ogenj nam daje psihološko, moralno podporo, da rečem, poleg tega vam razsvetljuje. Lahko si vodo prekuhate, lahko si čaj skuhate, lahko si prispečete, če imate ki sabo. Medved ne pride, kača ne pride, volk ne bo prišel. Zagotovo pa morate vedeti, da volk recimo ni noben problem, oziroma 300 let v Sloveniji ni zapisano, da bi volk napadel človeka. Pridi sem. Tako da z volkovi generalno ne bo težav. Ti boš tukaj. Zdaj na plast tako in tako in tako in tako in tako. Čim bolj skupaj, pa res gledamo, da probamo sortirati po debelini, no. Zaradi tega, ker pol res tudi ogenj lepo tako gori, kaj treba. In na vrhu pridejo čist drobne vejce, drače rečemo, vse kar je tanjše od mezinca ali pa kar je tanjše od svinčnika, ne, če želite. To je torej drače, kot sem rekel, netivo je pa vse, kar je suho, gorljivo in tanjše od šivanke za šivanje. Regratova lučka oziroma lučka cvet od bodeče neže, če želite. Vse te fluffy stvari, ki visijo zdaj, ki je, kot jih vidimo, če vidite kje, ne, če imate odprte oči. Vse to je netivo. Potem je netivo, bomo prižgali recimo danes z brezovim ljubjem pa s kresilom. Bomo prižgali, bomo najprej ustvarjali na brezovem ljubju netivo, to se pravi tanke opilke, ki so tanjši od šivanke za šivanje, vsebujejo ogromno eteričnih olj in ko to s kresilom prižgemo, imamo začetni ogenj, ki ga bomo, kot sem rekel, na vrhu prekurili. In ta ogenj potem od vrha navzdol gori, počasi gori, torej ne zgori tako hitro, kot če bi prižgali spodaj, to je ena stvar. Druga stvar, ne rabimo ga vmes popolnoma nič tikati, ko ga enkrat sestavimo. Res je, da na začetku boste videli, bomo rabili, ne vem, mogoče 15 minut, da ga zložimo, potem pa mir. In na koncu, se pravi, če si sam, si narediš tak ogenj in greš lahko vmes delati karkoli drugega. Ker če ste sužnji ognja, ne boste šli vi, ne vem, zanke postavljati. Ko ste mogli na 5 minut iti nalagati, ker vam bo pogorel ogenj. Če ste težko prišli do njega, če vam je vseeno, ne, vseeno. Če ste se pa matrali za ta ogenj, pa ne boste pol tako enostavno ga zapustili, ne. Kot sem rekel, če pa veste, aha, zdaj bom pa, ne vem, rabo bivak narediti, rabo bom iti pasti nastaviti, če bom, ne, karikiram, in ko pridem nazaj, me čaka kaj? En kup žerjavce. Samo še malo drače vržemo gor, pa spet gori naprej. Zato je dober ta ogenj, recimo. In naša večerja danes bojo hrenovke v testu. Punce boste zamesile testo, ali pa fantje, kdor bo želel.
bomo zamesili testo tukaj na licu mesta. Ob ognju ga bomo pustili malo vzhajati, potem bo pa, ko bomo že malo bolj lačni, ne, bo pa to vrhunska poslastica. A prav, otroci in odrasli. Ste že ful lačni, ne? To pa bo, A? tukaj. Sej prav, lakate najboljše kuharce, tako da če boste malo zažgali, bo to dober. Drugače pa zelo lepo očisti iz testa, če zažgano, če črno, ne, če zagori, ali pozabiš, ne. Se čist lepo z rezilom dol popraska in je... Krasno. Ja, brez težav. Tukaj gora, ne, boste videli zakaj. In ko imamo, recimo, ta košček lubje, z rezilom napraskamo, da dobimo takele opilke, smo rekli, so tanjši od šivanke za šivanje, so suhi, ali pa tudi, če ne bi bili suhi, so pa gorljivi. Zakaj govorim, če niso suhi, se pravi tudi, kadar je deževno ali pa sneženo, vam bo breza pržgala. Tudi če bi prejle z vodo to polili, potem tole upravili, kot zdaj vidite, bi enako dosegli enak efekt. Tako, zdaj moram paziti, da se ne bo tole kam speljalo. Vzamemo kresilo, spravi kresilo. Prihaja. Ja, lahko da je kolega, ja. Se pravi, z ostrim robom železa po magnezijevi palčki potegnemo, da ustvarimo trenje in dobimo iskre vroče od 1000 do 3000 stopinj. Zdaj bom ta magnezijevo palčko malo uskrubal, oziroma naškrubal tehle opilkov. Naškrabal, no, kako ne rečem. Evo, že, aha, ne, že nagori še. Evo. Ko zagori, Simpel, če imaš tole, ja. ko zagori, evo, se tale vidi, da se bo že sama lepo žgala, ne. In, kakor vidite, damo potem samo lepo enostavno od spodaj, probajte ne zadušiti ognja. Dajte malo zadihati, se reče. Če bi zdaj kar spustil gor, bi me užgalo. In ko plamen enkrat preseže nivo drv, evo, to je zdaj v tem primeru, ko preseže nivo drv, ste varni in ima ta ogenj nekaj ugasnil. Verjamete ali pa ne? Ker smo imeli, vedno si vzamete obvezno, če imamo samo en košček, si vzamete vedno en trak lubja stran, zato da ga potem, ko dobimo ogenj, pritaknete gora, ne? Boste videli zakaj. In ko imamo, recimo, ta košček lubje, z rezilom napraskamo, da dobimo takele opilke, smo rekli, so tanjši od šivanke za šivanje, so suhi, ali pa tudi, če ne bi bili suhi, so pa gorljivi. Zakaj govorim, če niso suhi, se pravi tudi, kadar je deževno ali pa sneženo, vam bo breza pržgala. Tudi, če bi prejle z vodo to polili, potem tole upravili, kot zdaj vidite, bi enako dosegli enak efekt. Tako, zdaj moram paziti, da se ne bo tole kam speljalo. Vzamemo kresilo, spravi kresilo. Prihaja. Ja, lahko da je kolega, ja. Se pravi, z ostrim robom železa po magnezijevi palčki potegnemo, da ustvarimo trenje in dobimo iskre vroče od 1000 do 3000 stopinj. Zdaj bom ta magnezijevo palčko malo oskrubal, oziroma naškrubal tehle opilkov. Naškrabal, no, kako ne rečem. Evo, že, aha, ne, že nagori še. Evo. In ko zagori, Simpel, če imaš tole, ja. ja, ko zagori, evo, se tale vidi, da se bo že sama lepo žgala, ne. In, kakor vidite, damo potem samo lepo enostavno od
spodaj pravite ne zadušiti ognja. Dajte malo zadihati, se reče. Če bi zdaj kar spustil gor, bi me užgalo. Ne? In ko plamen enkrat preseže nivo drv, evo, to je zdaj v tem primeru, ko preseže nivo drv, ste varni, ima ta ogenj ne ugasne. Verjamete ali pa ne? Prima. Ko smo imeli začetek tečaja, se spomnim, je kar naenkrat prišla od nekje ena ploha. Mi smo že vse takole naštiman, kot zdajle, podoben. Prišla ploha, mi pa tale ogenj. Kaj rečete, ugasno? Oblak se je utrgal. Ni ugasno. Ni ugasno. In zakaj ni ugasno? Zato, ker kapljice, ki padajo dol, ker je že taka močna vročina, se že ali sparijo ali kakorkoli, nimajo take moči ali pa se tako hitro osušijo, ker je res moče. In ko padajo na les, grejo na spodnjo stran in običajno se pol tam konča zadeva in ne grejo naprej več dol. Skratka, ta ogenj ne ugasne, ni šans, lahko ne vem kaj delate. Kadar nas zebe, se vedno grejemo ta del rok, tukaj, ki so žile vidne, se pravi, kri cirkulira po telesu, se oproščam, in medtem ko cirkulira, če vi nastavite ta del rok, se vam bo kri ogrela in šla topla naprej po telesu in se telo posledično ogreje zelo hitro. Ja, no kar vzdržujte ga. Tu je upside down ogenj, požgali smo ga na vrhu, zelo lepo gori, gor lahko kuhamo, smo rekli. Zelo dobro razsvetljuje, dobro greje in nimamo dela z njim, dokler ne pogori do tal. Potem pa spet nalagamo gora, jasno. Evo, kakšen visok plamen, zelo dobro razsvetljuje, kot smo rekli. Jaz sem opazil, da pri nas imamo tako vroče, da moraš imeti nekaj na bombaža noter. Tukaj, da vidimo, če bivak puša. Koliko kapac dovolimo? Nobene, ne? Nobene? Ajde, če že 3. Nobene. Negativno. Dobro zgleda zdaleč. Mogoče, če mene vprašate, bi dodal sam več odmrlega materiala gor. Zakaj? Zato, da dobimo debelejšo streho, pa torej toplejšo izolacijo. Si pripravljen še? Ja. Malo drug teden, čez 15 dni. Teden dober. En liter vode na kvadratni meter, to je kar dost, ne? Zadnjič je padalo v nevihtah 130 litrov. Mal pa sem moker. Kaj? Mal pa sem. A res? Kje si moker, a hecaš? To ti je vroče. Ja. Res.
Kaj gre, Elenka? Ja, gre, Ha, se čuti, ne? Evo, fantje so sprejeli izziv, da bojo prekurali vrlico že kar danes. Super. Pa list je ful dobro gori. Pa imajo ono ogenj vrš. List je ful dobro gori. Ne, listje samo škodo naredi, samo kisik nase potegne, ki ga rab za gorenje in vam ugaša ogenj. Suha trava pa ja. Ne ljubi, daj. Suho listje pa ni najbolj, mislim listje kot tako pa ni najbolj zaželeno za ogenj, ja. No, to pomeni, da je dosti suha, a veš. Aha, Lahko malo nožek. Čist malo. malo. Spet naložiti. Zdaj samo, kar vam manjka je zaslon od zadaj, če se samo počepnete od zadaj, da bo šel ogenj gor, pa bo pregorel, evo. Ja, zdaj nam ga odnaša. Sad tle od zadaj se takole počepne. Povečali, pa ga bomo malo nazaj purinali. Ne, se samo od zadaj stopiš, ko vidiš kam odnaša, evo ga. Takole. Da mu zaslon naredimo, vidiš? Evo ga. Končano, odlično, bravo, Mami, rešeno.